Ne, vse je v redu. Samo preverjamo, kako se nogice vidijo spati. Prisrčno pozdravljeni vsi skupaj, dragi gostje, gospa Romana Tomc, evropska poslanka, gospod dr. Vinko Gorenak, penzionist, gospa Jelka Godec, poslanka državnega zbora, naš župan, gospod Peter Misja, predsednik in poslednjih občinskih odborov, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala, da ste se udeležili v kar lepem številu. Zbrali smo se na večer, pozni popoldne, da bi slišali malo od ljudi, ko so blizu, povejo razne teme, zdravstvo, to nas zanima, vse, sociala, pokojnine, te zadeve, če bi nam malo osvetlili, da malo več vemo od tega, problematiko to, rešitve mogoče, pa kar prosim gospod Romano za besedo. Hvala lepa. Hvala lepa, ker ste mi že dali prvi besedo, bi najprej samo zelo lepo vse pozdravila, se zahvalila za povabilo. Prej so mi rekli, ko sem prišla, dobrodošli v naših krajih, jaz jim odgovarjam, hvala, ampak v teh krajih sem kar velikrat, tako da z veseljem pa vedno znova pridem, ker se prijetno počutam. Sicer bo pa moja kolegica Jelka vodila tole omizje, nas bo kaj povprašala, pa da vidimo, kaj nas čaka, Jelka. Jaz sem, oziroma smo se pogovarjali v tem stilu, malo bi jaz postavljala vprašanje oziroma teme odpirala, potem pa vabljeni vsi, ki ste danes tukaj, da pač postavljate vprašanja, veliko lažje je v bistvu odgovarja, da vidimo, katere teme vas zanimajo in kaj vas zanima. Bilo je nakazano sicer pokojnine pa zdravstvo, pa mogoče še tudi kakšna druga tema, glede na to, da imamo pa upokojenca med sabo danes tukaj. Vinko je rekel, da njega sam zanima tam 30. 31. koliko dobi na račun penzije, in zdaj pa bo Romana pa sicer pa povedala, ali bo to tako trajalo še ta penzija, ali bomo kakšen drug pokojninski sistem doživeli, recimo, če bom jaz imela tako lepo penzijo kot Vinko, ali ne? Ja, ne vem, noče povedati, koliko ima. Ampak bolj na tak sproščen način. V bistvu, jaz bi Vinko to najprej, ali pa obema postavila eno takšno vprašanje. Vinko, glede na to, da si zdaj v pokoju, veliko gledaš svoje televizijo, nas poslance, tako evropske kot nas, državne poslance, in kako zdaj ti v bistvu z te distance gledaš na delo evropskih poslancev, pa konec koncev tudi na delo državnega parlamenta? Ja, kaj pa vem, bom rekel, kar se tiče Evropskega parlamenta, s tem, da so prej bile tudi seje prenašanja ali niso, ampak zdaj v glavnem jih pogosto vidimo tudi, kar je dosti dobrodošlo. Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno vidiš tudi evropskega poslanca, kar je bilo prej tako zelo dosti oddaljeno, vsaj za mene, bom rekel. Zdaj, kaj še našega parlamenta pa tako, se ne vem, včasih ugasnem, včasih ugasnem iz razloga, ker se recimo malo razjezim nad nekaterimi stališči v koaliciji, ki so praktično podobna tistim 11-14 pa 14-18, sem face so se menjale. Zdaj, jaz sem jim v prejšnjem mandatu že rekel, se spomnite tistih mojih nastopov, ko sem jim rekel, dobro, zdaj ste oblast, ampak čez 4 leta vas bo pa za enega fičota. In jih je tudi če tako vzamete, prišli so novi, prišli so pač novi in kaj pa vem, bom rekel, kar precej še tudi pomagam, zlasti na področju pravosodja, pa tega, kar pokrivate v parlamentu, tako da skušam biti še in tu pa tam še pa kaj napišem za demokracijo, pa za Novo 24, pa se tudi tam vidim pogosto. Skratka, sem še vedno prisoten in tudi bom. Če lahko mogoče kar tole pokomentiram, ker mi je Vinko dal eno iztočnico.
in me je tukaj le na hitro vprašal, če so bili prenosi iz Evropskega parlamenta že prej. Kolikor jaz vem, prenosov iz Evropskega parlamenta prej na televiziji ni bilo, jih je bilo pa mogoče gledati prek interneta, to so pa vedno povezave. Bi pa rada v zvezi s tem nekaj dodala, namreč za tisto, kar ljudje vidijo ali vidite po televiziji kot prenos plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta, pravzaprav je, rekla, en zelo majhen del našega dela, kar delamo v Bruslu ali pa kot poslanci Evropskega parlamenta. Gre za zasedanja, kjer dobimo poslanci, če imamo srečo, 1 minuto možnosti, da nekaj povemo. Seveda, če nas upoštevaje, da nas je 751, seveda vsi bi radi govorili, vsi bi radi svoje stališče predstavili, ampak če bi ga resnično vsi, potem se te seje ne bi nikoli končale. Zato morate vedeti, da preden se seja začne, se točno določen čas, ki je za neko točko namenjen, razdeli med poslanske skupine. Poslanskih skupin je 8 in glede na svojo velikost dobi vsaka poslanska skupina nekaj časa in znotraj tega časa se potem poslanci si prizadevamo, da bi dobili besedo v tistem času. Naša poslanska skupina Evropska ljudska stranka je največja stranka v Evropskem parlamentu in dobi vedno največ časa. Ampak največ časa pomeni, da lahko k eni točki govori maksimalno, ampak res maksimalno 10 poslancev k eni točki. Nas poslancev Evropske ljudske stranke je pa 217. To se pravi, ko nam včasih očitajo, da nas ni videti, ali pa da nočemo govoriti, ali pa da nismo dovolj pridni, mogoče to ozadje nekateri je prav, da veste, da mi bi vsi radi vedno govorili. Pa žal ne moremo priti do besede, ker tam vlada red. In zelo drugače je kot v slovenskem parlamentu, jaz sem tudi v slovenskem parlamentu bila, časa za govor je 1 minuto. In ko se približuješ, vidiš uro na steni, ki teče, sekunde se odštevajo, ko mine 1 minuta, že predsednik drži kladivce v roki, po 1 minuti in 3 sekundah se ugasne mikrofon in nimaš več besede. To je Peter Letek, ki je špilo. Ja, tako. Skratka, mogoče je prav, zdaj, ko je priložnost, da vam malo povem tukaj iz ozadja, kaj se dogaja. V resnici se vse odločitve zgodijo prej. Mi sicer tam tudi glasujemo, ampak to glasovanje se vnaprej ve, kakšno bo, potekajo prej odbori, pa komisije, pa pogajalske skupine in to vse je že nekako vnaprej domenjeno in se ve, kdo bo kako glasoval. To ni nič narobe, veste, to ni nič narobe. Mi dobimo tudi seveda glasovalno listo, ker glasujemo včasih tudi več kot 1000-krat na eno sejo. In seveda nemogoče je pričakovati, da bi vsak vedel za vsak amandma, kaj pomeni. Zato imamo svoje predstavnike, ki se za nas pogajajo, ki nam prej na delovnih skupinah razložijo, zakaj gre in tudi predlagajo, kako naj glasujemo. In rečejo, poglejte, naša poslanska skupina tukaj predlaga glasovanje za. In dobimo to tudi označeno na glasovalni listi. Ampak to pa še ne pomeni, da mi tako moramo glasovati. Vsak se lahko po svoje odloči, seveda, če ima voljo, željo in zmožnost, da vse tisto gradivo preštudira. Skratka, tako poteka. Drugače pa govorimo lahko v svojem jeziku, v slovenščini. Tako bi lahko govoril tudi naš predsednik vlade, ki je bil povabljen, da nagovori Evropski parlament, pa se je ustrašil, pa ni prišel v Strasbourg, kar je, bom rekla, zelo negativno odmevalo med kolegi. Niso razumeli, zakaj nekdo ne izkoristi te priložnosti, ker za to priložnost se predsedniki vlad borijo. Naš je pa to priložnost imel, pa jo je zavrnil. Ko so spraševali novinarji, zakaj menimo, da je gospod Šarec zavrnil to povabilo, je moj odgovor samo en, da se je pač ustrašil te debate, ker potem, ko ima predsednik vlade nagovor,
potem sledijo tudi vprašanja poslancev. In ta vprašanja so pa nepredvidljiva. Ne? Ni tako, da bi imel zraven službo, ki bi ti pripravila odgovor, ampak se moraš takoj na mestu samem odzvati, odgovoriti in lahko odgovoriš tudi pač po svoje, malo mim ali pa nekaj splošnega, ampak predvsem, kar se pa na koncu vendarle vidi, ko črto potegnemo, pa se vidi, a je nekdo razgledan, a pozna situacijo, a obvladuje, a ve, kaj je vizija Evrope, a ve, kakšno Evropo si Slovenija želi, a ve, kaj si sploh Slovenija želi. Ne? Skratka, ta priložnost žal je bila zamujena, smo bili slovenski poslanci, bom rekla, kar zelo, zelo razočarani, da ni do tega prišlo. No. Ja, se tudi v Državnem zboru smo ga potem preko našega poslanskega vprašanja pozvali, da pač slovenskim poslancem pove, kaj je vizija Slovenije v Evropi in tako naprej, pa tudi mi nismo dobili odgovora, tako da se izogiba na več straneh. Ampak pustimo zdaj to, pa dajmo se lotiti v bistvu vprašanj, ki se tičejo tako Slovenije kot Evrope v prihodnosti. Eno je, Romana, ti večkrat poveš, oziroma tudi evropski poslanci, da po anketah ali pa po tem, ko se ljudje sprašuje, je na prvem mestu varnost v Evropi, glede migracij in seveda ostalih zadev, pa mogoče Vinko najprej te vprašanje, pa pol še te Romana. Vinko, kako ti, glede na to, da se spremlja, tudi pa verjetno še zdaj spremljaš, kako je zdaj s temi migracijami v Sloveniji? Kaj pomeni to za Evropo, ti vali, ki prihajajo posamično, kar se dogaja v Črnomlju in tako naprej? Kaj to pomeni za Slovenijo in konec konca, kako ti vidiš to vpliv potem na Evropo? Glede, zdaj, tu treba eno stvar vendarle reči, da je problem ni tak, da bi rekel, to je rešljivo na tak ali drugačen način, ampak je problem, po mojem mnenju, dosti večplasten. Evropa je stara mama. In dokler v Evropi, kot celoti, govorim seveda, ne samo za Slovenijo, ampak za cel ta zahodni svet, dokler ne bo sam sebe, da temu tako rečem, reproduciral, ali po domače povedano, dokler ne bomo imeli dovolj otrok, bomo na tak ali drugačen način prisiljeni uvažati ljudi. Uvažati, bom rekel. Ampak zdaj, tu je pa seveda svet situacija malo je lahko drugačna, kakršna je. Mi smo imeli pač takrat leta 15 tisti poziv Angele Merkel, češ pridite, po domače povedano, da se po tehničnih sredstvih tak poziv v roku minute ali dveh je danes v Siriji, kjerkoli na svetu, če želite. In zgodilo se je to, kar se je zgodilo. Evropa, ne vem, kako ti gledaš, Romana, na to zadevo, ampak jaz sem tu izjemno kritičen. Zakaj? Glejte, mi na en stran Zahodna Evropa sprejema te ljudi iz islamskega sveta, ki večinsko za moje pojme sploh niso potrebni mednarodne zaščite, ampak so ekonomski migranti, po domače povedano. Po drugi strani, pa pogledajte, Poljska, jaz sem imel na zadnjem obisku, ko sem bil še v Bruslju, sem imel možnost govoriti s predstavniki Poljske. Poljaki so recimo sprejeli v roku 2 let, mislim, da 2 let ali 2 let in pol, so sprejeli 1,5 milijona ljudi. A se vi to predstavljate? 1,5 milijona ljudi. Ampak odkot? Odkot? Iz Ukrajine in Krima. To pa je približno krščanski svet, ali podoben nam, če bi temu tako rekel. Pa Juncker ni zmogel dvigniti telefona, pa reči, halo Varšava, ali ste vi, rabite kaj denarja, madonca 1,5 milijona ste jih dobili, ne. Je pa pripravljen dvigniti telefon, pa nadreti Varšavo, ker noče sprejeti tistih iz Sicilije, pa tistih iz Grčije. Tako da tu jaz te politike nam nikoli razumem. Zdaj, kar se tiče Slovenije, tu situacija taka. Mi imamo zdaj, če spremljate zadnje 2 leti, leta 15 se je ustavilo, kolikor se je ustavilo, zdaj pa te številke enormno rastejo spet. Enormno spet rastejo.
Ampak nam pogosto učitajo, a veste, pa rečejo, vi desničari, vi ste barabuni, nimate nič socialnega čuta do teh ljudi in tako dalje in tako dalje. Ne? Ampak Slovencem to učitati, ne, je greh prvovrste. Glede, mi smo leta 1994 sprejeli 70,000 ljudi, 70,000 ljudi iz Bosne. Pa nismo imeli v Sloveniji enega protesta. Nihče ni jamral, nihče ni protestiral. 70,000 smo jih preživeli. Sem poglejte, a veste, kdo so to bili? To so bili moški nad 60, pa pod 18, pa ženske. Unih med 18 pa 60 moških ni bilo. Zakaj? Ker so si državo ustvarjali doma. Danes pa imamo z vidika teh migracij, imamo pa danes praktično, vsaj recimo podatek za leto 2015, ko je prišlo do tistega masovnega 500 000 ljudi, ki je šel čez Slovenijo, ne, je bilo skoraj 80% ljudi moškega spola, starih od 18 do 48 let. Zdaj, noben me ne prepričal, razumete? In tu sem jaz pa oster kot 300 bogov. Ne? Lejte, moški od 18 do 48 let bežijo, doma pa puščajo žene. Ala Ahmad Šami, tisti frizer, tisti brico. Ne? Ženske pa doma državo delajo ali koga, ne? Pa s puškami hodijo v rokah. Ti tipi pa bežijo na zahod. Lejte, tega jaz tam nikoli sprejel. Če bi mi leta 1991 med vojno za Slovenijo, pa ne misli, da v Avstriji ni bilo šotorišč. Seveda so bila pripravljena za Slovence, ki bomo tja prebežali. Sem prazna so ostala, a veste, ker Slovenci nismo bežali, ampak smo vzeli puško v roko, pa to državo delali. Ne? Tako da, lejte, prihodi v Evropo bodo, ne? Ampak evo vprašanje, ali upravljati te prihode v Evropo. Nemci so ne vem kjerga leta že nazaj, malo sem že pozabil, ampak dolgo število let nazaj je, vem, da so šli v Indijo, pa so rekli, rabimo 30,000 računalničarjev, so si jih nabrali, pa so jih sprejeli. Ne, ne morete pa tako nekontrolirano delati, kot zdaj dela in Slovenija in Evropa. Ne. Slovenija pač se ima za neko vludno državo, tudi zmaga Keško deklaracijo, pa podporo njej, pa še kaj, češ smo zraven Nemčije in Francije. Ampak vse naše mesto ni tam, naše mesto je med statimi, ki so Mađari, Čehi, Slovaki, Poljaki. Ki pa nas, ne bom rekel, z mnogih razlogov hudo prehitevajo, predvsem ekonomsko. Romana, zdaj s temi migracijami, veliko govorimo tudi o tem, da prihajajo ljudje, ki potem s terorističnimi napadi ogrožajo življenja. Če se dotaknemo tega, spremljali smo sicer v Sloveniji preko televizije, preko Twitterja, takrat napad v Bruslu, ti si bila gor, kako si doživljala v bistvu to situacijo in Bruselj, no, obeh, več dveh primerih, ja, ampak kako ti gledaš v bistvu, oziroma kako si to doživljala in kako potem v bistvu te misli bežijo tudi glede na varnost Evropi, migracij in tega? Ja, res je, da najprej to osebno izkušnjo povem. Jaz sem bila takrat, ko je bil prvi napad v Bruslju, ravno na poti v službo. Namreč peš hodim od svojega najetega stanovanja do parlamenta, imam nekih 20 minut. In ko sem šla ravno v službo, se je pokadilo, bom rekla, iz enega podzemnega izhoda ven. Zdelo se mi je malo nenavadno, ampak pomislila pa nisem na tako drastične stvari, kot sem potem slišala, da so se zgodile. Nenadoma so seveda zaslišale sirene, mimo so leteli policisti, gasilci, reševalci. Naenkrat se je v zraku pojavilo ogromno helikopterjev in ko sem prišla v službo, še vedno nisem vedela, kaj se dogaja, ker enostavno ne je mogoče vedeti, ampak bombni napad je bil v prvi naslednji neposredni bližini Evropskega parlamenta
In šele potem smo nekako, ko smo prišli noter, nas so novinarji klicali, svojci klicali, kaj se dogaja, kje ste, ampak mi smo poslušali zunanji svet, ker mi znotraj nismo vedeli, kaj se dogaja. Tako da smo vedeli potem, kaj se je v resnici zgodilo. Kaj ne rečem, tam smo sedeli in čakali, kaj se bo zgodilo, malo neprijetno, jasno smo se počutili, ampak tisti dan se še ni nič posebnega dogajalo se je v naslednjih dneh. Po mestu so se začeli sprehajati pač vojaki z orožjem in občutek je bil dokaj neprijeten. Sicer se je pa to zgodilo tudi med zasedanjem zadnje lanske seje v Strasbourgu. Jaz sem bila še v službi ob 8. zvečer, ravno sem hotela zapustiti parlament, ker smo bili s slovenskimi novinarji izmenjeni v centru mesta, vendar parlamenta ni bilo več mogoče zapustiti, ker se je vmes zgodil ta napad. Skratka, mesto je bilo blokirano čez mejo, ker to je v neposredni bližini nemške meje, Strasbourg. Čez mejo je bilo nemogoče priti, čakalo se je po 6-8 ur, spet seveda puške in tako. Skratka, občutek je grozno neprijeten, če se v takem okolju znajdeš. Jaz sem bila zelo jezna na tiste, ki so dajali izjave, glejte, to zdaj tako je in tega se bomo mogli počasi navaditi. Jaz mislim, da se nam pa tega ni treba navaditi. Zakaj bi se mi morali tega navaditi? Glejte, mi živimo v neki varni Sloveniji, živeli smo v neki varni Evropi, zdaj pa zaradi tega, ker nam nekdo streže po življenju, se naj pa mi navadimo drugačnega načina. Tega enostavno jaz ne bom sprejela. In Evropska skupnost ima težave seveda z reševanjem migrantskega vprašanja, ki se mu, bom rekla, nekako v tem političnem jeziku, ki je med nami, nekateri temu rečejo upravljanje z migracijami. In boste velikokrat slišali, mi moramo bolje upravljati z migracijami. In vsi se strinjamo, socialisti, Evropska ljudska stranka, zeleni, vsi se s tem strinjamo, da moramo bolje upravljati z migracijami. Ampak seveda se začnejo težave potem, ko se vprašaš, kako pa si vi predstavljate, kaj pa za vas je boljš upravljati z migracijami. In za mene boljš upravljati z migracijami pomeni vsaj nekaj. V prvih člankih, ki sem jih pisala, sem izpostavila, da moramo rešiti vprašanje, kdo sploh k nam prihaja. Kdo so ti ljudje? Ali so to begunci, ali so to migranti, ampak tega vprašanja se 2 leti nihče ni hotel dotakniti, sploh se niso hoteli pogovarjati o tem in potem kar naenkrat zaslišiš, da se ne pogovarjamo ne o beguncih, ne o migrantih, ampak o prebežnikih. In potem smo se začeli pogovarjati o razseljenih osebah. Skratka, mi ne damo temu problemu, ki ga imamo, sploh pravega imena. Kako ga bomo rešili, če mu še v oči ne moramo pogledati, s čim se ukvarjamo pravzaprav. In ko bomo to ločili, želim, da na ravni Evropske unije ali pa vsaka država posebej, pa potem se štejemo, določimo, koliko beguncem, katerim bomo pomagali, kako jim bomo pomagali in koliko ekonomskih migrantov lahko sprejmemo in iz kje. In seveda ti ekonomski migranti, ki prihajajo, želim, da prihajajo tako, kot smo vsi ostali navajeni prihajati čez mejo. Z dokumenti legalno. In kdorkoli reče, da smo mi ksenofobi, da smo proti migracijam, da smo, ne vem, s kakšnimi imeni nas še obkladajo, rečem, ne, motite se, mi smo proti nezakonitim migracijam. In ne želimo, da v Evropo vstopajo ljudje, za katere ne vemo, kdo so, kaj bodo tukaj počeli in predvsem iščejo tukaj pot za socialni turizem. Na začetku smo predvsem z leve strani slišali večkrat, odprimo meje, mi rabimo ljudi, Evropa je starka, oni bodo prišli, bodo delali, bodo plačevali prispevke in bodo s tem zagotavljali nam pokojnine. Veste kaj, v 2-3 letih se je izkazalo, da temu pač ni tako, da zelo, zelo majhen odstotek teh ljudi dejansko dela.
vsi ostali pa živijo od tako imenovanega tudi socialnega turizma. In ta povezava, ki so jo dolgo časa zanikali, med terorističnimi napadi, med tem, kar se zdaj dogaja v cerkvah, kjerkoli drugje tudi, in temi, ki prihajajo ilegalno čez mejo, je neposredna povezava. Dolgo časa so jo zanikali, ampak ta povezava pač obstaja. Jaz mislim, da smo v 5 letih naredili en mičken korak naprej, vendarle tudi na evropskem nivoju, in smo se začeli pogovarjati vsaj o tem, da problem je. Ker na začetku, veste, ne moreš se pogovarjati z nekom, ki pravi, da problema ni. In samo 217 od 751 poslancev pripada Evropski ljudski stranki. Mi nimamo večine. In če bi morda imeli drugačno razporeditev poslancev, potem bi bile rešitve hitrejše. Tako pa rešitev do danes ni. In to upravljanje z migracijami je ena naloga, ki nas čaka v prihodnje, da enkrat pogledamo resnici v oči. Nemčija je začela z vračanjem ljudi. Mislim, da so se zadeve zaostrile zaradi več razlogov, zaradi enega, ki ga pa jaz zdaj večkrat pač poudarjam, pa še posebej. Tudi tako bogate države, kot so Nemčija, kot je recimo švedski socialni sistem, te iz skandinavskih držav, so začeli pokati po šivih. Enostavno ne zmorejo več tega bremena. In zdaj, ko oni ne zmorejo več, veste, če bi Nemčija, tako kot je Merklova odprla vrata, povabila, vse to prenesla, brez posledic, bi bilo še danes tako. Ampak tudi njihova politika se je zdaj malo obrnila, zaradi tega, ker to enostavno več ni ekonomsko vzdržno. In verjamem, da bomo v naslednjem mandatu naredili še kakšen korak naprej. In rekli Bobu Bob, prepoznali tiste voditelje držav, kot so recimo madžarski Orban in podobni, ki so zaščitili svoje meje, da so naredili prav. Danes se pogovarjamo in želijo z leve strani kaznovati tiste države, ki postavljajo notranje meje. Avstrijo, podobne. Ampak gledajte, zakaj mi kaznujemo te, ki so postavili notranje meje? Zato, ker naše zunanje niso delovale. Zakaj ne vprašamo Grčije, kako je zaščitila naše meje, ker je pač zunanja meja Schengena in ostale države? Mislim, da smo se spravili na napačne in da je treba pomagati tistim, ki so zunaj. Je bila pa ponujena pomoč, vendar jo niso želeli sprejeti. Pomoč je bila pa v obliki, zdaj smo sprejeli pač dokument, kjer bo možno poslati 10.000 ljudi kot pomoč na zunanje meje v okviru Frontexa. Ne bodo to ne vojaki, ne policisti, bodo to v bistvu civilne osebe, ki pa bodo imele policijska pooblastila. Problem je pa v tem, ker tega države niso želele prej sprejeti, ker bi se na nek način morale odpovedati svoji suverenosti oziroma priznati, da same ne zmorejo obvladovati tega problema. Skratka, kaj ne rečem? Veliko nas še tukaj čaka, ampak gremo počasi se je pa vendarle začelo premikati. Lahko malo te dopolnim. Glej, 10.000 praviš. Zdaj, jaz ne vem, koliko je sicer šengenska meja. Ne vem, vem, da je slovenske 660, koliko je pa v cele meje, ne vem. Ampak, gledajte, če vi hočete v Sloveniji od Kopra do Lendave, postaviti na 100 metrov, poudarjam na 100 metrov enega policista, pa štejete bolniške, pa dopuste, pa 3 smene, ker moraš 24 ur biti, je 24.000 ljudi. Se pravi, zdaj Frontex s temi 10.000 ljudmi, to pride v Sloveniji na 200 metrov eden. Tako da verjetno je korak v neki pravi smeri, absolutno je, ampak da bi zdaj od tega pričakovali rešitev problema, pa verjetno ne. Je pa res nekaj, veste, namreč vsaka država je država,
če kontrolira svoje meje, če ima denar svoj, odnosno denarno valuto, in seveda, če ima nek varnostni sistem, ki to državo varuje. Ne? Zakaj je v Kataloniji tisti referendum propadel, pa una razglasitev samostojnosti? Propadla je zato, ker teh elementarnih stvari niso imeli. Ne? Mi smo jih pa leta 1991 imeli. Imeli smo svoj denar, ki smo mu rekli boni, ne? Ali kaj smo že imeli takrat. Ne? Imeli smo svojo vojsko, TO, policijo in tako dalje, ki je to zavarovala. Ne? Ampak v Evropi, gledajte, vsaj po mojem mnenju, dokler bomo mi imeli v Evropi 27 obveščevalnih služb, ki se med seboj ena drugo, ne smem tako povedati, kar bi mislil, ne, zaradi kamer, ne, ja, veste, ne. Se vidite, kaj se dogaja med Slovenijo pa Hrvaško na področju teh prisluškovanj, ne. Imamo pa se 27 takih v Evropi, ki je ena drugo, ne. Dokler mi ne imeli enoten varnostni sistem in dokler mi ne bomo zavarovali zunanjih meja, je fertik. Ni uspeha, brez zavarovanja zunanjih meja in nekega enotnega varnostnega sistema. Ja, samo že kratka dopolnitev. Jaz se strinjam, Vinko, da teh ljudi je absolutno premalo, ampak je pa jasno, kje pa so tisti kanali, kjer recimo po kopnem prihajajo največ ljudje in kje je zaščita najbolj potrebna. Kaj se meni zdi bolj sporno? Jaz mislim, da bi bilo to lažje zavarovati kot eno drugo stvar. Glejte, tudi ladje, katerih lastniki ali pa ki so v upravljanju nevladnih organizacij, hodijo na afriško obalo in tam pobirajo ljudi in jih pripeljajo na, recimo, do italijanske obale. In potem jih Italija sprejme in reče, veste kaj, mi imamo zdaj težavo, ker smo dobili toliko pa toliko ljudi in želimo, da si jih po kvotnem sistemu zdaj vsi razdelite. Ne, to se mi zdi pa zelo sporna zadeva in na to pa ne pristajam. Se mi zdi, da je meja na morju jo je še lažje varovati, ampak ravno te akcije, kjer se v bistvu ljudje prepeljajo iz afriške obale v Evropo, so najbolj sporne. Sporne so pa zaradi tega, ker gre po moji oceni, pa najbrž ne samo po moji, za enostavno med drugim tudi trgovino z ljudmi. Veste, ker tukaj na to ladjo najbrž ne more priti vsak. Vožnja s to ladjo se drago plača in najbolj me je vedno bolel, ker tudi o tem smo se veliko pogovarjali, posebej na mojem odboru, ko pravijo, na teh ladjah se znajdejo mladoletni otroci brez spremstva. Poslušajte, to je navadna trgovina z ljudmi. Otrok brez spremstva na to ladjo ne more, razen če ga nekdo z namenom ne pripelje. In ti otroci, za njimi se izgubi, za večino izmed njih se izgubi vsaka sled v Evropi. In zdaj si pa vi predstavljate, kje oni so. Mislim, to se meni zdijo grozne stvari in že iz tega vidika bi morali to obravnavati kot kriminal. In to, če nekdo ne zaščiti svoje meje, to, če sprejme ladjo, če dovolj, da tam pristane, potem naj ne pričakuje od vseh ostalih, da bomo to podpirali. Sploh ne, če malce veste ozadje, kako so še kakšni ti dogovori in pogovori, recimo med Malto in Italijo, ki so na pol javni, zakaj na Malti ni več pretiranega pritiska dotoka teh beguncev, migrantov, kogarkoli. Ker se je Malta dogovorila z Italijo za neke druge usluge, kot je recimo črpanje nafte, da bodo vse tiste, ki naj bi pristali na Malti, pripeljali v Italijo. Ampak to je bilo še pred to italijansko vlado, ki je zdaj. In tako, a veste, in ta trgovina, te trgovine ne moramo plačevati ostale države v Evropi. Vse, ampak poglej, pri nas je šlo vzele 17, 18, 19, gre približno za 150% število teh ilegalcev gor, skratka se večajo. Italijanski minister Salvini, on ko je fašist, ali kako se mu že reče, gledajte, je pa z nekaterimi ukrepi zaprl pristanišča in spravil na 10% lanskoletnih prihodov. Italija zdaj dobiva 10 do 15% tistega, kar je dobivala pred to vlado.
pred tem Salvinijem, ne, ki ga pa zdaj vsi zmerjajo, da je ne vem kva, ksenofob, fašisti, ne vem kaj vse, ne, ampak zavaroval je pa Italijo. Vete, to je problem, ne. Tudi v Lendavi se spomnim, leta 2015 sta na 2 slovenska državljana peljala, mislim, da 4 ali 5 ljudi, ki sta jih na meji z Madžarsko sprejela, pa sta hotela v Avstrijo pehati. 6 mesecev resta. Ja prav, ne, seveda. Ja, tisti, ker smo jih pa 500 000 prepeljali na vaše stroške, ne, ki jih je vlada peljala, se jih je ista vlada peljala ilegalce, ne. Od hrvaške meje do Šentilja. Sem vlado ni nobeden obsodil na 6 mesecev resta. To je pa problem, ne? Dobro, da ne bomo pri tujih. Imamo tudi v Sloveniji veliko problemov, ki mogoče bolj ljudi dotikajo. No? Dobro, zdravstvo, ok, ne bom jaz sem hotela nekaj druga odpreti, ki je v bistvu tudi povezano z zdravstvom konec koncev, no? In to je sodnija, ne? Tožilstvo, sodnišča. Zakaj v bistvu gre, ne? Tudi tu bomo potrebovali. Zdaj bo kdo rekel, da spet tožarimo v Evropo, ne? Jaz sem romana prebrala, mislim, da pred dnevi, oziroma ko se je ta afera Novič sprožila, da si v parlamentu dosegla, oziroma Evropi, da se je govorilo o NLB-ju, o korupciji v NLB-ju in da gre v bistvu za zaščito v tem primeru davkoplačevalcev, ki so bili oškodovani in da ne podpiraš seveda korupcije in zato je bilo to sproženo v Evropi, ampak si dejala, da tudi, če si to uspela, boš uspela tudi primer pritiskov na sodiščih v Sloveniji, ne, ampak predno dam te besedo, kako boš to dosegla v naslednjem mandatu, ki ne dvomim, da pride. Vinko, v naši stranki pa mogoče tudi kje druge se je o tem že govorilo dostikrat, pritiski na sodišča, da se, oziroma na sodnike, no, da, ne vem, jaz bom lahko rečem v primeru zdravstva, če poznate to zadnjo, oziroma iz leta 2013 o teh 15 zdravnikih, ki je bilo dokazano, oziroma so dokazi z karticami, bančnimi karticami, zlatimi palicami in tako naprej. Recimo so pripeljali na sodišče iz tožilstva po 5 letih končno 30 škatl obtožnice in ta spis, kot jaz vem, je prišel v roke sodniku, ki ni imel nobenega primera in bi lahko takoj zadeve začel razčistvati, torej avgusta 2018. Ampak ne boste verjeli, po 14 dnevih so ugotovili, da je šlo za administrativno napako in so ta primer zdravniške korupcije dali sodnici, ki ima že 2 težka primera in bo težko v bistvu sprocesirala še enega takšnega, ne. S čistim namenom, kar se je ugotovili pred 14 dnevi, da stvari zastarajo. Ne. Dobro, da ne govorimo o specializiranem državnem tožilstvu, ki je Hari Furlan, ki ga poznamo iz SDB-ja, pa njegovega brata iz zdravniških vrst oziroma teh zadev. Zdaj ta primer na zadnji, ne, gospoda Noviča, ki se zdaj ugotovil, da je nedolžen, da je sedel toliko in toliko časa v priporu, zaporu po nedolžnem in da je eden izmed sodnikov, zdaj ti veš priimek, bolj točen, Radonič, nekaj daljšega, ja, povedal v bistvu že v svojem nagovoru, da je šlo na pritisk na njega, da pač je potrebno Noviča obsoditi in da kako ti, oziroma to je zdaj prišlo nekako ven. Koliko je tega v naši sodniji, koliko je teh pritiskov, koliko je resnice tem, ali smo samo paranoični? Očitno ne, glede na to. In potem, Romana, tebe v nadaljevanju, da ne bom ponovno postavljala vprašanj, kako lahko to sprocesiraš, oziroma se lahko sprocesira v Evropski uniji, oziroma Evropi? Bom govorila o Evropi, zdaj ne bom komisiji ali ampak v Evropi. Ja, jaz sem tale primer Noviča, ne, no ti si rekla, se je dokazalo, da je nedolžen. Jaz še vedno nisem prepričan, da ne bojo višji sodniki. Dobro, ampak zdaj smo na tem, zdaj smo na tem, ja. Ja, jaz sem ta primer spremljal iz 2 razlogov zelo natančno, ne, moram reči, ne, tudi prebral vse živo, kar se je dalo javno prebrati, ne. Prvi razlog je v tem, da sem pokojnega Jamnika osebno poznal, ne, spoznal sem ga pa 3 tedne prednje so ga ubili. Ne. Drugi razlog je bil pa v tem, ker sem tisti mikroskop, ne, s pomočjo katerega naj bili najdli na prstih in na laseh Noviča neke delce smodnika, kupil jaz leta 2012.
času, ko sem bil notranji minister. Zato se mi je zdaj še to, ker reč tega ne bi šlo tako daleč, kot je šlo, ampak tisto, kar je bistveno pri tem, mene je Radio Ognjišče vprašal tisti dan, kaj pomeni izjava sodnika Radonjića. In sem rekel približno takole, to je najpomembnejša izjava, ki sem jo jaz slišal po osamosvojitvi Slovenije, in sodi ne samo v anale pravosodja, ampak sodi tudi v anale Slovenije, kot države. Zdaj, vam se bo zdelo mogoče malo pretirano, kar sem rekel, ampak glejte, mi smo do zdaj samo od zunaj opozarjali. Mi smo hodili pred sodišče, pa si ti govorila, pa si tudi ti, pa sem jaz tudi, ne vem, koliko tam govoril, pa opozarjal na nepravilnosti v pravosodju. V parlamentu sem se skoraj spolčil marsikrat, kot veste, na temo pravosodja, ker smo opozarjali na stvari, ki se dogajajo v pravosodju. Ampak, gledajte, zdaj se pa prvič v zgodovini zgodil, da je sodnik, ki je del sistema, povedal še hujše, kakor smo mi opozarjali. Namreč, mi zdaj to izjavo Radonjića, čez kako so na njega pritiskali, gledajte, da hodi neka višja sodnica, k njemu vsak dan ga buzerirati, oprostite izrazu, da ga mora obsoditi, da tožilci pritiskajo na njegove šefe, da ga morajo suspendirati in ne vem kaj vse, to ni normalno sojenje. To ni normalno sojenje. Radonjić je v bistvu povedal kaj, da je možno, da pravosodje naredi tako, kot ono hoče. Brez veze so pa dokazi. Ali po domače povedano, če zelo poenostavim, sodnik Radonjić je rekel, mi s temi svojimi besedami, ampak jaz te besede pretvarjam v nek razumljiv jezik za širše množice, če bi temu tako rekel. V bistvu pravosodje reče, tega le bomo zjebali, pa ga obsodi. Tega le bomo pa spustili, pa ga spusti. Pomaš pa tu Janšo, pa ne vem koga še vse, pa unga Uhrnika, pa zdaj tega Noviča, na drugi strani imate pa Jankoviča, ki glejte, jaz 29. septembra, kdaj že, so bile tiste hišne preiskave leta 2012 pri njemu, ker si že bil minister. Glejte, do dan se ni zgodilo nič. Že na policiji, pa na sodiščih, že na policiji, pa na tožilstvu je vse skup šlo, bom rekel, tak, čist, kar je pa prišel na sodišče, je pa ali oproščen, ali je zastaral, ali dokazi ne veljajo, ali ne vem kva. Skratka, oni se namesto nekega pravičnega sojenja za vse državljane, imamo torej sojenje, to so besede Radonjića, po naročilu. Tega bomo zjebali, onga bomo pa oprostili. Ampak, če tako dela sodišče, je de facto dejstvo, da moramo ravnati vse tisto, kar smo zamudili 25 let, je treba popraviti. Popraviti na način, podoben način, kakršnega so to naredili Poljaki. Ampak Poljaki imajo zdaj pritiske s strani Bruslja, Orban ima pritiske s strani Bruslja, ki je delo red v pravosodju, ker ti ljudje na Zahodu ne razumejo. Oni imajo neka neodvisna sodišča in za njih so sodišča nedotakljiva. Tisto, kar je rekel sodnik, je božja beseda, na Zahodu. Ta isti Zahod pa ne razume tega, kar se dogaja na Madžarskem, na Poljskem, v Sloveniji, v Romuniji in tako dalje in tako dalje. In dokler bomo torej imeli, a ni to isto, da bi se zdravstvo, s katerim se ti bolj ukvarjaš, rekli, tad ga bomo pustili, ne gre na svet, se ga bomo pa potrudili. Glejte, če tak delajo, potem je nekaj strahotno narobe. Bolj kot sem jaz govoril, ali pa kot smo vse, da se je govorilo v preteklosti, da je narobe. Ja, kaj se da narediti v okviru, recimo, če zdaj za začetek vzamem Evropskega parlamenta. Jaz sem dejansko dosegla, da je primer Nove Ljubljanske banke prišel v obravnavo v poseben odbor, v katerem sem bila članica za preprečevanje
davčnih utaj in pranja denarja. Postopek, kako prideš do tega, da je točka uvrščena na dnevni red, ni ravno enostaven, ni to kar tako, da rečeš, veste kaj, jaz pa nekaj mislim, da bi mi to obravnavali, ampak je treba to podkrepiti z dokazi, z dokumenti, s pričevanji, tako da je bilo kar veliko dokumentacije potrebne in veliko pogajanj, da smo prišli do tega, seveda pa o tem, ali bo nekaj uvrščeno na dnevni red, odloča konferenca predsednikov. V tej konferenci predsednikov pa so predsedniki različnih strank in vem, da se je stranka, mislim, da SD, izrazito zavzemala za to, da ta točka ne bi prišla na dnevni red. Ampak na konec koncev se je zgodilo, da je vendarle obravnava potekala, tudi Anže Logar je bil takrat kot priča z moje strani povabljen, je odlično opravil svojo nalogo in kolegi poslanci, ki so bili tam, moram reči, da so z odprtimi usti spremljali, kaj se pravzaprav v Sloveniji dogaja, ker mi jasno ni bilo nič jasno. Zaključek te razprave je bil, da je bilo nedvomno ugotovljeno, da je do pranja denarja prišlo. Ampak predsednik tega odbora je rekel, veste kaj, tukaj se pa vloga Evropskega parlamenta konča. Mi nismo policija, mi nismo tožilstvo in mi nismo sodišče vaše države. Mi smo to ugotovili kot Evropski parlament, ki vendarle ima neko težo in zato pozivamo državo Slovenijo, če je kaj od njene pravne države, da svojimi institucijami ukrepa. In na zadnji seji Evropskega parlamenta ta gospod, dolgoletni poslanec, zelo ugleden, nemški, me je vprašal, kaj se pa dogaja na tem primeru in seveda moj odgovor je bil, morda kaj, ampak jaz ne vem o tem, da bi se kaj dogajalo, ker mislim, da se nič ne dogaja. Prav gotovo mislim, da je v naslednjem mandatu na vrsti obravnava Slovenije, če bomo šli po tej poti, pa tudi če ne bomo šli, ker se take stvari dogajajo, da bi morali na to opozoriti delovanje pravne države v Sloveniji. Tako kot je bila obravnavana Madžarska, tako kot je bila obravnavana Poljska, jaz mislim, da bi morala biti obravnavana tudi Slovenija. Ampak ne samo Slovenija. Jaz se zavzemam za to, da ne bi mi sprožali postopkov proti tistim državam, ki nam ravno niso všeč in poglejte, to so vse države do zdaj bile, ki imajo desne vlade, ker so levi pol parlamenta sprožili te razprave. Jaz mislim, da bi morali imeti neke enotne kriterije in merila, po katerih bi presojali vse države, neodvisno. In prav gotovo bi ugotovili na podlagi takih primerov, da je Slovenija primer, ki ga je treba širše obravnavati. Sicer pa, kaj lahko naredimo na evropskem nivoju, sproži se lahko tako imenovani 7. člen pogodbe. 7. člen pogodbe govori o vrednotah Evropske unije in tudi o vladavini prava. In če neka država ne spoštuje vladavine prava, potem se proti njej sproži 7. člen, postopek je dokaj zakompliciran, odločati mora tudi svet in tako naprej, ampak v končni fazi lahko država ostane brez glasovalnih pravic v svetu. To se pravi, da naš premier, ko bi prišel na sestanek v Bruselj, ne sme odločati, nima glasovalne pravice. Recimo, to se lahko zgodi. Več od tega pa ne. Ne more se institucije Evropske unije vtikati v naše sodstvo, ker se predpostavlja, da je vendarle sodstvo neodvisno. In zato jaz pravim, kdaj se bojo spremenile razmere pri nas. Ne verjamem na to, da bo prišel ta impuls od zunaj. Ampak mislim, da bo ta impuls moral priti od znotraj. Mogoče sem preveč optimistična, ampak ko je Jan Zobec že večkrat opozarjal, kaj se dogaja, sem jaz enkrat na Twitterju tudi zapisala, ko bo spregovorilo 100 Janov, se bo nekaj v Sloveniji zgodilo. In čez 14 dni je spregovoril sodnik Radonič. In ko bo še 10-20 takšnih sodnikov zbralo pogum, ker najbrž je treba za to veliko poguma in veliko riskirati, ker to niso nedolžne zadeve, jaz mislim, da se lahko kaj premakne. Prej se pa ne bo.
Evropska komisija, Evropski parlament, Evropski svet lahko pritiskajo, lahko kaznujejo, ampak v bistvu bodo to kazen na koncu plačali ljudje. Mi imamo tudi, je bil sprejet en dokument, ki predvideva, da država, v kateri bo ugotovljeno nespoštovanje vladavine prava, recimo, bo ostala brez dela evropskih sredstev. Jaz sem glasovala proti temu poročilu. Zakaj? Zato, ker mislim, da takšno posamično kaznovanje je zaenkrat uperjeno proti državam, ki imajo desne vlade, ne obstajajo kriteriji in merila, ne obstajajo. Ne? In zakaj bi bili na koncu ljudje krivi za to, ker bodo ostali, kaj jaz vem, brez kohezijskih sredstev, brez možnosti, da gradijo vodovode, ceste in tako naprej. To bo prizadelo ljudi, ne pa vlade. Skratka, nekaj se da narediti, predvsem se da opozoriti. Živimo v čudni državi, resnično. Živimo v državi, kjer običajna pravila ne veljajo. In živimo v eni lepi, krasni, mali, 2-milijonski Sloveniji, kjer bi imeli lahko raj na zemlji, kjer bi imeli lahko visoke pokojnine, kjer bi imeli lahko odlično socialo, ker danes smo obiskali fantastična podjetja, ampak glejte, imamo prepožrešen aparat, to kot prvo, kot drugo se pa ogromno denarja zgubi s korupcijo, ala drugi tiri, teši, karavanški predori in ne vem kaj, bančne luknje, ne. Veste, se bančne luknje, ko se takole pogovarjamo, zakaj imate nizke pokojnine. Plačali ste bančno luknjo, boste plačali še tež, pa bomo plačali še kaj drugega. Se to gre vse iz tega denarja, iz tega istega denarja, iz česar se zagotavljajo vaše pokojnine. In več ljudi, ko bomo uspeli o tem prepričati, da imamo v državi pravzaprav samo eno vrečo denarja, mi imamo lahko več blagajn, imamo proračun, pa imamo zdravstveno blagajno, pa pokojninsko blagajno, pa še kakšno blagajno, ampak vse te blagajne polni gospodarstvo. In to je omejena količina denarja. In ta omejena količina denarja se razdeli. Če jo bo šlo več, nekam bo zmanjkalo nekje drugje. To je preprosta matematika. Ljudje pač morda se ne zavedajo dovolj tega. Mislim, da če bi se zavedali, da vsak od svoje pokojnine plačuje za to, da je nekdo vzel 100 milijonov kredita, pa ga ni nikoli vrnil, pa ima danes jahto parkirano na Malti, vi imate pa za to 30 evrov nižjo pokojnino. Ko se bo 620 tisoč upokojencev, kolikor jih je danes v Sloveniji, tega zavedali in ko bodo zahtevali, da ta država posluje drugače, da se vlada odgovorno obnaša, jaz mislim, da take množice pa vendarle lahko nekaj premaknejo. Sej, veste, kdaj, jaz nisem človek, ki bi mislil, da se stvari rešujejo na cesti, da se stvari rešujejo na volitvah, ampak vedno znova na volitvah dobimo na čelo države ljudi, ki to zgodbo samo nadaljujejo. Mogoče iz enega projekta presedlajo na kakšnega drugega, ampak vzorec obnašanja pa ostaja enak. In tega moramo prekiniti. Mi nimamo toliko denarja, da bi vso to korupcijo plačevali. Bomo se vrnili takoj na pokojnine nazaj kot zadnjo temo. Vinko, to, kar je zdaj Romana govorila, ne, o tej korupciji, drugi tir, tež, pa če tudi zdravstvo, pa tak naprej, ne. Pa ta apatičnost ljudi. Zakaj? Oziroma, kako ljudi, se ne da pozivamo na ulice ali karkoli, ampak da se dvigne glas, volitve, tako, da se dvigne glas, ali kdaj je prišlo do te apatičnosti? Meni se zdi, da pač tem vladam, da so to namerno delale, tako da je prišlo do te apatičnosti, ne? Da pada udeležba na volitvah. Oziroma, kako ti gledaš na to koruptivni del in povezava, to, ko pravi Romana, šlo bi lahko več za pokojnine, imeli bi lahko boljše ceste in tak naprej, če smo že pri tem. Torej, zakaj ta apatičnost, odkot, kako, kdaj bo ljudi videli, da jim s korupcijo v bistvu leti? Vem, je težko. Je težko, ja, vem, da je težko, ampak mogoče tvoje razmišljanje, ki si konec koncu bil v tem resorju, ki se je, a veš,
o korupciji govorili. Ne, pa ta apatičnost ljudi, ki v bistvu danes apatičnost ljudi je res neverjetna, ne, bom rekel, ampak jaz mislim, da je ta apatija, ne, ta podložniški odnos, ne, če bi temu tako rekel, ne, na desnici veliko večji kot na levici. Poglejte, zdaj bodimo odkriti, ne. 8. februar 2013, ne, smo imeli v Ljubljani neko veliko zborovanje na Kongresnem trgu, a ne, pa smo se kar strankarsko namučili, nič ne treba skrivati, ne, da seveda smo v Ljubljani dobili, ne vem, 9.000 ljudi, ne, iz cele Slovenije, ki so takrat, jaz sem bil takrat v vlogi ministra tudi tam na kraju, ampak, glejte, kaj se je zgodilo pa popoldne istega dne, takole, pa jih je bilo 25.000 z leve strani. Pa jih je bilo 25.000 z leve strani. Pretežno Ljubljančanov pa teh ljudi, ki so tam v okolici doma. Vse un kmet z Murske Sobote se ni pel v Ljubljano demonstrirati, kje pa, ne. Tako da, jaz ne vem, zakaj do tega prihaja, ampak če dalje bolj imam občutek, tudi ko berem, recimo zdaj tvoje tvite, pa tvite kaj že, od SD-ja, ne, Fajonove, ne, pa še kaj druga, ne, zlasti nevladnike, ne, meni se zdi, da je tu že kar mal, kak ne rečem, nasilo, kar mal nasilni so že, no bom rekel, dobesedno, ne, verbalno kot tudi sicer, ne. Zdaj, pri korupciji, pa vete, pa zdaj zaveda tudi tako prej pri ilegalcih, ne, prebežniki. Ja, prebežnik je med vojno, tisti, ki je od Nemcev šel k Rusom, ne, tiste je prebežnik. Ne, prebežnikov danes nimamo, jih ne more biti, ne, to si je nekdo zmislil ime, ne. Vemo, tako si rekla, ilegalne migrante pa konc, ne. Medtem ko tistih beguncev sploh imeti ne moramo, ker begunc v Slovenijo pride s padalom, drugač ne more, ne. Se ne da drugač tehnično povedano, ne. Ista zgodba se nam zdaj dogaja tukaj, bom rekel, ne. Mi govorimo korupcija, ne. In pol ljudstvo, ne, vsaj če gremo zdaj v letu 2012, ne, je ljudstvo prepričano, ne, da je največji borec proti korupciji Klemenčič. Ja, kdo pa drugi, kaj te policija pa tožilstvo? Klemenčič je borec proti korupciji, ker ustvarijo mediji tako mnenje. V resnici, ne, je pa poštni nabiralnik, kamor prihajajo pisma, ki jih on zapakira v drugo kuverto, pa jih pošlje na policijo, ne. Se pravi, ni borec proti korupciji. Ne, nikakor ne, ne. Če govorimo o pravi korupciji, najprej se moramo zmeniti, kaj to sploh je, ne. A veste, pred leti je šmarski župan, ne, un prejšnji, kakor se spomnim, ne, še predprejšnji, ne, kupil v eni cvetličarni za 8. marec tam tiste nagličke, 10 nagličkov, ki jih je dal ženskam na občini, ne. Korupcija, ker ne smeš to kupiti pri občinskem svetniku, ne? Če je občinski svetnik slučajno lastnik, ja, si še zmeri tako, no? Ampak, a si predstavljate, kakšna korupcija je to, ne? Strašna korupcija, ne? Prava korupcija gre pa mimo nas, ne? Tež, drugi tir, zdajle karavanški predor, pa poglejte, Židan je dal 3 milijone evrov Futuri, neki agenciji, ki je vas prepričvala, kak fajn hrano jete, ne? Ne? Pa oglase so dali. 3 milijone, ne? Ne mi reči, da je tisti šlo k njim, ne? To je šlo pol nazaj tako, veste, tam, kaj zdaj, kam pa drugam, ne? A veste, za volilno kampanjo. Ukvarjamo se pa s posojilom SDS-a, ki je pa je od tujine prišlo. Sploh ni res. Tisto posojilo je bilo najeto v Sloveniji, pri banki, ki posluje v Sloveniji, torej ni iz tujine. Pa vsi trobimo zdaj po parlamentu to, ne. In pa še ena stvar, ne. Glejte, najmanj korupcije je po statističnih podatkih na Danskem in Švedskem. Danska in Švedska nimata nobene komisije za preprečevanje korupcije. Adijo. Je ni. Največ korupcije pa je tu pri nas, ne, ker imamo komisijo za preprečevanje korupcije. Pa ne ga svirati. Kje so rešitve? Rešitve, veste, jaz imam malo grob včasih, no, bom rekel, ne.
Glede, sem nekaj grdega rekel, no, pa ne mi zameriti, ne bi se želelo kaj takega v Sloveniji. Ne. Kitajci so pred 20 leti začeli nek težek boj proti gospodarskemu kriminalu, ne, in tiste, ki so jih na smrt obsodili, so peljali čez cel Peking na tovornjaku, ne, pa so jim pokazali ljudstvu, kaj se zgodi za korupcijo. Ne zagovarjam česa takega, da smo si na jasnem. Vendar, brez učinkovitega dela policije, tožilstva in sodstva ne bo nič. V tem trenutku je pa situacija relativno jasna. Policija še, mogoče malo preveč zagovarjam, vse vete, 28 let sem bil tam, ampak z policije še grejo kakve kazenske ovadbe, še gre nekaj. Na tožilstvu zgine 70%, ostane še 30%. Tisto, kar pride na sodišče, pa epiloga ni. Samo kot primer, leta 2010 sem bil v Mariboru na neki vdaji televizijski, pa je bil takrat tožilec Kozina tam, pa šef NPU-ja, tisti prejšnji bivši. In so seveda vsi začeli trobiti. Ja, vi ste krivi, sprejmite zakonodajo tako, kot treba, Pa ste rekli, povejte, kaj bi pa vi radi imeli. In takrat je stekla debata o tistem obratnem dokaznem bremenu, pa stekla je debata o odzemu premoženja nezakonitega izvora. In leta 2011, stres bom, smo zakon sprejeli. Noben poslanc ni bil proti, ne na levi, ne na desni, zakon smo sprejeli. Ampak, gledajte, prvič, kar je, pustimo se to, da je zdaj razveljavljen na ustavnem sodišču, to je poseben problem, ampak podobno zgodbo so sprejeli Srbi, podobno zgodbo so sprejeli Irci, ampak Srbi so imeli po 2 letih delovanja zakona v državni blagajni 100 milijonov, ki so ga pobrali. Mi smo pa preganjali Kanglerjev traktor, 35 let star, se vete, to je problem v Sloveniji. Kanglerjev traktor je problem. 35 let star, pa Janševa parcela tudi una podrtija. To je problem, To, da ima pa nekdo jahto, ja, to pa ni problem. In dokler bo tako, ni rešitve. Ampak jaz mislim, če lahko nadaljujem vseeno tukaj, se popolnoma strinjam, tožilstvo, sodišče, ampak zelo veliko bi naredili mediji, neodvisni mediji. Glejte, imamo mediji tukaj pred sabo mikrofone, ki prinaša še kakšne drugačne novice od tistih, ki ste jih navajeni. Ljudje verjamejo, da so mediji neodvisni, ampak vsi ti mediji, ki jih poslušate, ki jih gledate, časopisi, televizije, imajo svoje lastnike in ti lastniki imajo svoje interese. In zelo dobro je malce poznati ozadje, ker potem boste vedeli, kdaj kdo koga napada, zakaj koga napada, koga ščiti. Potem boste vedeli, zakaj imamo televizije in časopise, ki so enostavno samo PR služba vladajoče politike. In če ste vi ves čas bombardirani s takšnimi informacijami, ki so ali dezinformacije, ali napol informacije, ali opravičevanje nečesa, potem enostavno ne boste nikoli pripravljeni nekaj narediti. In kaj še delajo te mediji? Jaz mislim, da so v veliki meri odgovorni za apatijo na volitvah. Uspeli so vas, mogoče ne vas, ampak tiste, ki jih danes ni tukaj, pa še veliko ostalih prepričati, da smo politiki vsi enaki. Vsi smo skorumpirani, vsi smo pokvarjeni, vsi smo nesposobni in vse samo za nas skrbi. Ampak veste, tudi politiki smo različni, tako kot so različni pravniki, sodniki, zdravniki, eni so pač skorumpirani, eni pa niso. Eni niso sposobni, eni pa so sposobni. Kako lahko mečajo politika ala Jelka, ki je koliko časa si delala? 2 leti, 1 leto na preiskovalni komisiji, ko jim je prinesla metre gradiva, dokaza, ona je politik. Kako lahko enačijo politika kova Jelka z politiki, ki pritiskajo na gumb in ne vejo, kaj sploh govorijo? In ker so vas uspeli prepričati,
da smo vsi enaki, da med nami ni razlike, da je čisto vseeno, kdo je na oblasti, ker itak vsi kradejo, potem pač ljudje imajo ta občutek, da njihov glas na volitvah nič ne šteje. Ali pa itak kamorkoli ga bodo dali neki pokvarjeni politiki in spremenilo se ne bo nič. In to so naredili mediji. Zato jaz pač veliko odgovornost njim pripisujem. Kaj je naša naloga? Takole, da hodimo okoli, da poskušamo povedati, kaj mislimo, nekako informirati ljudi. Glejte, kaj o nas mislijo evropskih poslancih. 70% zakonodaje, ki jo tam sprejmemo, se prelije neposredno v države članice. To se pravi, so neke pomembne stvari, ki se dogajajo. Smo tudi drugačni. Glejte, jaz sem imela par odmevnih akcij tudi za temi otroškimi dodatki. Borila sem se z Avstrijo in z Nemčijo in ne boste verjeli, dobila sem to borbo. To ni bila preprosta stvar. Jaz sem iz ene male Slovenije. 8 poslancev nas je samo. Kaj se je zgodilo? Avstrija je sprejela zakon, s katerim je posledice tega zakona so, da imajo otroci slovenskih staršev, ki delajo v Avstriji, nižje otroške dodatke kot ostali, kot Avstrijci ali pa to je diskriminatorno, nedopustno, v neskladju z evropskim pravnim redom. Zakaj? Zaradi tega, ker glejte, tudi naši zaposleni plačujejo enake davke, enake prispevke v avstrijski proračun, potem jim pa še davke pa prispevke znižajo. Jaz sem na to opozorila. Avstrija se je uprla na čelu z kanclerjem. Jaz sem bila v več avstrijskih časopisih na prvih straneh skupaj sliko z njim kot v slovenskih. Vi najbrž ne veste, da se je to dogajalo. Glejte, mediji niso tega prenesli sam. Avstrijo je podprla tudi Nemčija, ker ima enak problem. Name so pritiskali na odboru za zaposlovanje, so me skušali prepričati v drugače, ampak jaz sem dobila dovolj poslancev iz drugih držav, Poljske, Madžarske, Češke, Slovaške, tiste, ki jih to, Hrvaške, tiste, ki jih to najbolj prizadane. Sem vodila nekako ta postopek, opozorila komisijo in danes proti Avstriji teče postopek. Avstrija je dobila opomin. Avstrija bo dobila še en opomin in če ne bo spremenila zakonodaje, bo plačala vse za nazaj, kar je oškodovala naše otroke. Vete, to so konkretne stvari. Tudi take stvari delamo. A ste vi za to slišali? Niste, ker mediji tega ne prenesejo. Mi se lahko v Bruslju na glavo postavljamo, ampak če ne bo nobeden pisal o tem, da se mi na glavo postavljamo, potem kdo bo vedel? Vi boste vedeli samo o aferah. Mene so veliko večkrat vprašali, kaj si mislim o Junckerjevem Išjasu, kako komentiram prestavljanje ure. Sem rekla, veste kaj, se prestavljanje ure, je pomembna stvar, sem tudi tukaj sodelovala, ampak a vam jaz lahko povem, kaj sem naredila pa za pravično obdavčitev, pa za to, da se ne bojo skrivali po davčnih oazah, pa takšne stvari. Veste kaj, gospa, to je pa pretežka tema, dajmo mi rajš o uri pa o Junckerju. Ja, težko potem pridemo, in te mediji so prenašalci teh informacij in mislim, da so oni naredili tudi to, da vlada takšna apatija med ljudmi, ki nimajo več zaupanja v to, da bo njihova izbira nekaj veljala. Ja, se to je recimo isto primer pri nas v državnem zboru, ko reče parlament je sprejel, Mene to najbolj razjezi. Jaz vedno napišem, kdo je sprejel in pokažem glasovanje, kdo je glasoval za nek neumen sklep ali, veš. Ja, nikoli ne povejo, recimo, ne vem, koalicijske stranke TNT in ta je bil proti. In tudi ko pravijo, da smo politiki skorupirani. Vi, če hočete, da nek zakon sprejeti, morate kar nekaj poslancev podkupiti, če bi hoteli vplivati na nas. Tako da, in to govoriti o tem je težko. To, kar se tiče policije, Vinko, ja, malo preveč jih braniš. Jaz sem zelo kritična do njih. Delala sem z njimi, ampak ne moramo to posplošiti, definitivno, da ne. Jaz sama, recimo, ko sem delala na tej preiskovalki z vsemi dokazi, ki sem prinesla, ne boste verjeli, kdo je prvo ovadbo dobil. Ilka Godec. Mene so ovadili in to dvakrat. Gospod Miklavčič in gospod Furlan in pa še direktor mariborskega UKC Ljubljana. Mislim, UKC Maribor. Tako da, to je recimo bil zdaj epilog nekak. Sicer je bilo vse ovrženo, ker je bilo pač dokazano nasprotno, ampak
te stvari se dogajajo in kaj sem jaz recimo spoznala v tem času delovne preiskovalke, da policija dela po navodilih tožilstva, dostikrat, ker pač tožilec usmerja, in tožilec je tisti, ki policijo usmerja tja, kamor želi. In je ne pošlje tam, kamor pač ne želi. Tako da, dobro, to so druge, mislim, so te stvari, kar sta pa vidva govorila, in pa če prijem zdaj na ta demografski sklad, v bistvu, tako pravite, karavanke, drugi tir, tež in vse to, denar, ki gre na mesto za pokojnine, gre drugam, tudi privat žepe, tudi v jahte, pa še kam kakšne vile. Na koncu pa so, tako kot Romana, ko si danes enkrat rekla, ljudje zadovoljni z 400 evri pokojnine in zvišanjem recimo za 5 evrov. Lahko bi imeli več. Lahko bi imeli več. Danes, če pa zdaj to najnovejše, kar je bilo pa danes složeno strani Slovenske demokratske stranke, zakon o demografskem skladu, če bi v bistvu, zakaj bi lahko imeli več in kako bomo imeli več? Ja, res je. Mene, rekla, srce boli, ko sem poslušala velikrat upokojence, pravzaprav so tako skromni ljudje, večina izmed njih, ko jim vlada poviša pokojnine za 2%, rečejo, joj, super je, fajn, pokojnine so se nam povečale, ampak ta pokojnina je še vedno 500, 550, 700 evrov je povprečna slovenska pokojnina, ampak morate vedeti, to je povprečna slovenska pokojnina. Pokojnina, ki jo dobiva nekdo, ki je 40 let vplačeval v pokojninsko blagajno, 40 let, od najnižje pokojninske osnove, recimo, da je imel slabo plačo, znaša 480 evrov za moškega. 480 evrov. To je manj, kot znaša prag revščine, zato je bil sprejet zakon, ki pravzaprav vam daje še neko dodatno socialo, da sploh pridejo taki čez 500 evrov. Meni se zdi to ponižujoče za ljudi, ki so 40 let delali. Prosite, Slovenija si resnično zasluži več. Mi smo bili, kot Slovenska demokratska stranka, ves čas zelo aktivni na področju reševanja upokojenske problematike. Naj spomnim, leta 2012 je bil sprejet zadnji bolj pomemben zakon, spremembe zakona pokojninska reforma, kolega Vizjak, naša vlada je bila takrat, je v enem letu pripravil, parlament je sprejel ta zakon in od takrat naprej se je bore malo zgodilo. Tudi tisti zakon je že imel vgrajeno določbo, da bo čez nekaj let nastal demografski sklad. Demografski sklad lahko rečete tudi pokojninski sklad. To se pravi, to je sklad, in mi v katerega predlagamo, da se zbere vse državno premoženje. Zdaj so se kregali, nekaj poskusov je bilo, 2 poskusa sta bila, en vladni pa en od Desusa, ki so se razlikovali potem, katero premoženje bi oni dali v sklad, to je bila dilema, tega ja, tega ne, tega ja, tega ne. Mi pravimo vse, kar je državnega premoženja, kar je kapitalskih naložb države, v ta sklad. Ker to je minulo delo ljudi, ki so upokojeni ali pa še bodo upokojeni. In iz tega sklada, kjer bo to premoženje zbrano, kaj se lahko zgodi? Eno so naložbe, to se pravi, če bo država ostala lastnik, bo od tega lastništva dobivala neke dividende. In pol teh dividend gre takoj v sklad za pokojnine. Če bo država prodala svoje premoženje, recimo nek delež v družbi, gre pol kupnine takoj za pokojnine. Polovico gre pa, kar nekaj mora iti, mi smo pač visoko zadolžena država za odplačilo dolgov, nekaj tudi treba pustiti. Ker v teh letih, 6 letih ni bilo nič narejenega, razen da je bila narejena bela knjiga, bila je sprejeta neka koalicijska pogodba, v katero so vse lepo zapisali in se nič ne uresničuje, smo mi aktivno pristopili, smo danes na tiskovni konferenci skupaj z predsednikom Janezom Janšo, kolego Andrejem Šircljem, predstavili in čez 5 minut tudi vložila poslanska skupina predlog o slovenskem demografskem skladu. Za boljše pokojnine, za stabilnejši pokojninski sistem. Pa da zdaj vidimo vse tiste, ki so seveda
polnih ust, lepih besed, kako je treba upokojencem izboljšati pokojnine, kako je treba obdržati dober stabilen pokojninski sistem, kaj bodo na to rekli. Smo pa seveda odprti za morebitne drugačne še predloge, povabimo vse stranke zraven, naj predlagajo, kaj mislijo, da se lahko še izboljša, od nečesa pa ne odstopamo. Lahko popravljamo kakšne določbe, ne odstopamo pa od osnovne ideje. V ta sklad gre celotno državno premoženje. Konec. Nič zdaj izmišljevanja, kaj bi šlo, pa kdo bi kaj zadržal, pa kdo ne bi zadržal. Gre in tam se hrani. Še nekaj bi rada poudarila, kaj je razlika, ker eni pravijo, mi demografskega sklada ne rabimo, vse imamo to lahko na postavki v proračunu, vse to isto, proračun itak doplačuje za pokojnine, ne. Proračun je velika splošna vreča. Medtem ko in iz nje gre za različne namene, za pokojnine, za ceste, za kanalizacijo, za različne namene, medtem ko je ta demografski sklad namensko premoženje, namensko, gre lahko samo za pokojnine in za nič drugega. To se pravi, z vidika namenske porabe je tukaj ena varovalka, preko katere ne more. Upravljanje smo pa dali najširše možno. Kdo bo s tem upravljal? V bistvu bo skupščina, bo državni zbor. Državni zbor in odločitve, pomembne odločitve, vedete, smo zelo fair. Tako je bilo novinarsko vprašanje, pa je pa to politična zadeva. Čakajte malo, kdo pa vse, kar se dogaja v državnem zboru, a potrjujete sodnike v državnem zboru? Ja, pa so to politična imenovanja. A potrjujete predsednika računskega sodišča? A potrjujete še marsikoga? Ampak mi za odločitve v tem skladu zahtevamo dvotretjinsko večino. To se pravi, naša stranka jo nima dvotretjinske večine. To se pravi, ponuja pošteno roko tudi drugim, ne želimo nič političnega vpliva, želimo, da je odločanje pošteno in najširše, kar je mogoče. Tako da upam, da bo ta ideja pač splošno dobro sprejeta. Ja, odzivi so bili, jaz sem prej, ko smo se peljali sem, poslušala radio in je bilo, da vse stranke pozdravljajo ta zakon, ampak vedno je ta ampak, morate vedeti, ampak bodo proučile zadeve in potem se naknadno, kar je normalno, mislim, da reče, prvi odzivi so pa bili zelo pozitivni. Super, fino. Ja, zdaj, tem je še veliko. Tem je še zelo veliko. Tudi Romana bi šla, kaj je povedala, Vinko, jaz nisem nič o zdravstvu danes, že tako tega veliko. Teda jaz dajem besedo vam. Izvolite s vprašanji, doma kakšno vprašanje.